Mi smo bili first time founders, hardware business, vse, kar gre narobe, šlo lahko narobe. Tako da tisto bilo res težko. Jaz bi si želel narediti čim več milijonarjev iz mojih zaposlenih, kot je lahko. Če nekdo začne postavljati svojo mrežo, zelo malkrat pride pod 10 milijonov, v bistvu prvi nakup. Se na koncu je podjetje v bistvu samo skupek talenta pa kapitala. Vse ni važno, kaj delajo. Če imaš talent pa kapital, lahko delaš vse. Jaz Bitcoina ne vidim kot trgovalno valuto. Jaz v bistvu zdaj samo hodlam. Vse. In Bitcoin in borzo. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Vabim vas, da obiščete našo novo spletno stran money-how.sc, malce pobrskate po strani, mogoče boste našli kakšno koristno vsebino in pa seveda vabim vas, da pridete na naše prednovoletno druženje Spopad bikov in medvedov. Mislim, da bo zelo zabavno, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Mislim, da je prav, da poznamo lastnosti bikov, čeprav smo vsi malce bikovsko razpoloženi, sploh na dolgi rok, ampak hkrati je pomembno, da poznamo, kakšne so lastnosti medveda in kakšno škodo nam lahko pravzaprav medved povzroči. Gremo kar na današnjo vsebino. Moram priznati, da je bil ta pogovor zelo zanimiv. Pogovarjala sem se z Mihom Jagodicem, soustanovitelj podjetja Blockit. Zelo zanimiva zgodba, ker se je v bistvu vse skupaj začelo dobesedno na plaži. Ideja se mu je rodila na plaži in v bistvu v 6 letih so zbrali, mislim, da 35 milijonov evrov tveganega kapitala. Miha ima 29 let, njegovo podjetje pa je vredno okrog 200 milijonov evrov. Kako zaštartati biznis? Preselil se tudi na Portugalsko, tukaj sem ga seveda tudi malce povprašala glede davčnega rezidentstva. O tem sem pravzaprav tudi napisala članek, ker velikokrat slišimo, da se ljudje, Slovenci, masovno selijo v tujino, ampak statistika tega ne razkriva. Razkriva pa, da v bistvu se selijo v tujino oziroma nazaj domov, predvsem tisti, ki so prišli v Slovenijo delati, se pravi, se selijo na trge Zahodnega Balkana. Skratka, z Mihatom sva v bistvu preverila vse, šla v bistvu skozi njegovo celotno podjetniško pot in pa seveda dotaknila sva se tudi njegovega upravljanja denarja. Zanimiv pogled ima, ne bom preveč povedala, ker se mi zdi škoda, da razkrivam te zadeve. Vabim vas, da prisluhnete. Mislim, da je zelo zanimiva zgodba. Bom pa zelo vesela tudi vaših komentarjev na marja@money-how.sc ali pa če date komentar bodi si na YouTubeu ali na Spotifyju ali na katerikoli podcast platformi nas spremljate. Tako da prijetno poslušanje. Miha, dobrodošel na MoneyHow. Ja, hvala za vabilo. Z veseljem. Lej, Miha, star si 28 let, ne? 29. 29, sem te pomlajšala za 1 leto. Ja. Soustanovil si Blockit pred 6 leti, če sem prav seznanjena, ki razvija in ponuja celostne rešitve paketomatov. Letos ste zbrali 28 milijonov, vsega skupaj 35 milijonov evrov tveganega kapitala in po nekaterih ocenah je podjetje zdaj vredno okrog 180 milijonov evrov. Na Forbesu Slovenija so pa tudi pisali, da boste letos podvojili prihodke na več kot 80 milijonov, ampak da pod črto zaradi intenzivne širitve ne bo veliko ostalo. To so zelo, zelo impresivne številke, tudi napovedi so zelo spodbudne in prepričana sem, da bi naši poslušalci MoneyHow, ker govorimo pač o upravljanju osebnega in družinskega premoženja, radi takoj vedeli, koliko je tvoja neto vrednost premoženja, kakšen avto voziš, kako investiraš, kako upravljaš svoje osebno premoženje, kakšna je tvoja strategija, kako gledaš recimo na FIRE gibanje, Financial Independence Retire Early, in tudi do tega bova prišla, ampak preden greva na te zanimive tematike, bi pa vse rada izpostavila še eno zadevo in sicer kako si prišel na idejo, ker se mi zdi zelo pomembno, da hodimo z odprtimi očmi naokoli in velikokrat, ko sem pisala članke v stilu, katere ideje so se dobesedno rodile na plaži, tih je kar nekaj, recimo Virgin Airlines je ena izmed teh, ki je Branson obtičal svojim dekletom na Karibih, potem je bil tudi ta, recimo konec konca tudi Airbnb, ko so se sprehajali tam ob morju in fantazirali, kaj bi bilo, če bi bilo. Tvoja ideja se pa dobesedno rodila na plaži med poležavanjem. Ja, res je. Meni se to ne zdi tako nenavadno, se mi zdi, da ta
naš day-to-day nas duši, slediš naslednji nalogi, ki je na listu, in v bistvu ne moreš sprostiti misli. In po mojem, to ni samo pri idejah za podjetja, tudi verjetno pri idejah za pisanje kakšne knjige in tako naprej. Pri meni je bila pa celo ta situacija, da je bilo to tako očitno. Jaz sem bil na plaži na Hrvaškem. Imel sem čisto običajen problem, tako kot vsi ostali, kaj zdaj s svojimi predmeti, ko grem jaz v vodo, in zelo priročno je bil tam nek gospod, ki je imel neko stojnico, je te predmete zbiral za 2 evra na dan. In kar me je presenetilo, kar je bil tisti moj aha moment, da res začnem to raziskovati, je, da je imel res veliko vrsto, pa vse zaseden. To je bilo meni res ok, to je zdaj en proof of concept, ima zelo veliko logike, pa nikjer drugje nisem videl in zakaj ne. Tako se je nekako začela neka ideja o, dajmo mi zdaj ugotoviti, kako bi mi lahko ponudili nek prostor, ki bi ga lahko vsi uporabljali. Seveda za shranjevanje predmetov v začetku, ampak potem se je pa ta ideja razširila na tudi, dajmo ta prostor uporabljati za druge stvari, tako kot dostavo paketov danes. Ja. Koliko si bil takrat star, ko se ti je to porodila, ta ideja? 16 let. 16 let. Ravno včeraj sem imela eno predavanje, bootcamp za mlade, in je bila ena mladenka, ki je rekla, jaz prihajam iz podjetniške ideje in jaz bom naredila svoje podjetje. Pa sem rekla, ok, kaj pa je tvoja ideja, poslovna ideja? Je rekla, ne vem še. Ja. Ti tudi prihajaš iz podjetniške družine, namreč, zato to govori. Ja. To je zelo zanimivo. Jaz sem dostikrat razmišljal o pomenu same ideje. Jaz sem en tistih, ki pravi, da ideja ni toliko pomembna, da je veliko bolj tisto, kar se zgodi kasneje, eksekucija in tako naprej. Se mi zdi, da ta ideja, naša prvotna ideja, se mi zdi, da ni bila tako dobra. Mi smo hoteli en problem rešiti, ampak za eksekucijo bi bilo to zelo težko, in tudi pa smo šli zelo drugače zastavili celo podjetje. Jaz imam tukaj ta pristop, da je voditi podjetje kot nek šport, da je posel šport in da v bistvu ti tekmuješ na trgu in tam se delajo rezultati, ne z idejo. Ok, zdaj, ko omenjaš šport, si tudi športnik, ne? Jaz sem igral nogomet, ja. Jaz sem en tisti, ki sem zrasel misleč, da bom profesionalen nogometaš. Imela sem tudi Zlatka Dediča na podcastu, a si poslušal? Tam, ja. Ne. Šport ti da tudi neke mogoče veščine, a pa nek drugačen način razmišljanja. Ti hočeš biti zmagovalci, podjetniki tudi hočejo biti zmagovalci, ne? Ja, mislim, da 3 temeljne veščine, ki jih tudi jaz zasledujem. Fokus, disciplino, pa tekmovalnost. To v bistvu lahko preslikaš na kjerkoli, po mojem, način življenja. Ja. Ravno včeraj, ko sem gledala, Luka Dončić je tudi rekel, cilj je zmaga. Zmaga, konc debate, nimamo ni druge. Vse ostalo je izguba časa. Ja. Zdaj, ko omenjaš vse to, in dostikrat se spomnim na ta survivorship bias, mi vidimo zmagovalce, ne vidimo pa v bistvu množice poražencev ali pa ne vidimo zgodbe v ozadju. Kako je bilo pri tebi? Ti si prišel s to idejo, kaj si šel do očeta in potem je oče nekako rekel, ok, može da prođe ali pa ne? Ja, jaz sem v bistvu bil, pred tem, ko sem začel s tem podjetjem, sem bil v Silicijevi dolini. Prej sem delal za ABC Business Academy. V bistvu smo bili 4 fantje, 3 ustanovitelji. Jaz sem se pridružil in mi smo delali neke poletne poslovne programe, 3-tedenske za neke nadobudne študente, in imeli smo jih v Torontu, v Münchnu in v Silicijevi dolini. In ko sem bil v Silicijevi dolini, to je bilo res Silicon Valley on its peak, bi jaz rekel. To je pomen, da je imel WeWork rekordne valuacije, da so električni skiroji vam prišli, vse to. In tam sem tudi spoznal mojega soustanovitelja. Mi, da so takrat, prav 24. junij je bil, mislim, da 2018, sva šla v WeWork na nedeljo in sva napisala prvi biznis plan, ki je nekako evolviral iz te prvotne ideje iz plaže. No in pa, ok, se pravi, to je treba začeti. To je zdaj nek hardware, ki košta, to je nek software, ki mora s tem upravljati. Taka zelo capital intense ideja. Jaz sem šel gledati takrat neke evropske Horizon programe, mislim, da takrat je bil neki Horizon 2020, neka javna sredstva. Tisti je bilo preveč zakompliciran, nekaj sem se ukvarjal, ampak nismo prišli nikamor. Glede na to, da so bila oba prvič ustanovitelja, pa da je bila ideja malo taka nepreverjena, bi bilo tudi zelo težko dobiti neka sredstva. In pa sem jaz poskusil za edino preostalo možnost in sem napisal nek
poslovni načrt, ki ga še zmeraj imam nekje na enem folderju na računalniku. To verjetno bo enkrat zelo zanimivo, če bo to uspešno podjetje. In sem poslal, jaz se spomnim, takrat po Silicijevi dolini smo šli za en teden na dopust v Palm Springs, ki smo to ustanavljali, in sem jaz na tisti poti spisal in poslal mail očetu, sem rekel, evo, mogoče je pa to zanimivo. Jaz sem takrat iskal 50,000 evrov, kar pokaže, koliko sem imel neznanja. 50,000 evrov nas po mojem ne bi takrat mogoče, da bi en locker nekako skupaj sestavili v Bogo. Ja. Tako se v bistvu začeli, ja. Ja, mogoče moramo še povedati, da tvoj oče je Zvone Jagodica, ustanovitelj najdi.si. Ja. Tako da, ampak a ste se z očetom kaj prej pogovarjali o tej ideji ali potem šele v Silicijevi dolini pač nekako prišlo do tega, gremo to narediti? To je res, da on je ustanovitelj najdi.si, ampak tudi poslovni angel. Zato sem vedel, da je navajen gledati poslovne načrte. Jaz ne bi rekel, da so se zelo veliko pogovarjali o poslu, sem bil pa skozi prisoten, ker se je posel dogajal. Tudi jaz se sam pri sebi vidim, posel nikoli se ne neha. Tudi recimo, ker sem hodil na nogometne treninge, pa recimo me je prišel iskat po službi, je bil še zmeraj na telefonu, avtomobilu, in meni je bilo to zelo zanimivo. Tako da ne bi rekel, da so se tako intenzivno pogovarjali o poslu, kot sem jaz to nekako adaptiral, kot to je vsak dan. Tako je. Ja. Se pravi, si v bistvu črpal, ka nekaj spužva, vsak dan si gledal očeta, kako v bistvu biznisira, ne? Ja, verjetno kot nek lifestyle, ki mi zdaj sploh ni tuj. To, da v bistvu ta life balance, jaz zmeraj rečem, zakaj work-life balance ima work-in-life v besedi, zakaj se zdaj samo pogovarjamo, da je kako minimizirati prvo besedo work, pa kako raztegnem zdaj life balance, a ne bi mogoče iz druge perspektive identično lahko rekli, da se to pomeni, da delaš povsod. Tako da nekako ta lifestyle mi je po mojem ostal. Ja, podjetniki skozi delajo, tako da ni tega work-life balance. A gremo mogoče vsem nazaj, zaradi tega, ker kadarkoli se pogovarjam s podjetniki, ki imajo neko idejo, je vedno vprašanje, kje zdobi denar, zato da si lahko začel z implementacijo te ideje. In potem dobimam različne načine, kako pridejo do kapitala prvega. Recimo, ko sem se pogovarjala z Mali junaki, oni so vzeli bančno posojilo, Franci Zidar iz Bird Buddy je šel na crowdfunding. Ti si pa izbrojil eno najbolj pogostih poti, to je ta 3F, Family, Friends and Fools. Pri tebi bil family, na srečo je bil oče tudi poslovni angel. A pa fools, lahko bi bil tudi v tej kategoriji. Ampak po drugi strani ste pa tudi relativno hitro prepričali en sklad, Phil Rush, hrvaški, ker je bil pa vsem tudi tvoj učitelj z ekonomske oziroma profesor z ekonomske fakultete. Ja, zelo zanimivo, ker jaz sem to idejo, ki sem jo takrat pa 16 letih nekako se spomnil, sem jo uporabil za vse projekte in še takrat na srednji šoli, 4. letnik, nek krožek podjetništvo, zamorate narediti biznis plan, v redu, imam že idejo. Isto se je dogajalo pa na ekonomski fakulteti. Jaz se spomnim na koncu, ko smo to predstavljali, eden od komisije, pa mislim, da ni bil prav Aleš Pustovrh, ampak enkrat je nekdo, ko smo dobro predstavili, je rekel, če vam dam eno leto, če vi ne boste naredili, bom jaz, kot tisto neko shrambo na plažah. In mislim, da to se je nekako, Aleš je to ostalo v mislih. Mene je bilo pa tudi zelo priročno, ko smo nekaj začeli pokazati, da vsaj znamo ta produkt narediti, da sem ga lahko kontaktiral, pa da sem nekako tako prišel do prve institucionalne investicije. A sam še to vprašanje, a zdaj, kaj oče je investiral 200,000 ali je posodil 200,000 in ali je dobil delež v podjetju za teh 200,000? Je investiral in pridobil delež, ja. Aha. Kaj pa recimo Phil Rush, oni so tudi dobili delež, ne? Tako, ja. Zdaj, mogoče bi bilo zanimivo tudi, zdaj v maju ste zbrali še eno rundo, serijo B v višini 28 milijonov. Vsega skupaj sva rekla, da je bilo 35 milijonov. Kako v bistvu ste prepričali vlagatelje? Pa mislim, da sem celo nekje prebrala, da v bistvu denarja sploh niste rabili, ampak ste rekli, naj vam bomo odprli vrata še za teh 28 milijonov. Ja, mogoče logika je bila res taka, ampak se je na koncu,
ko se spraviš v ta proces, pa računaš, kaj vse lahko s tem denarjem narediš, vse naredi razliko. Mislim, to hitreje, ki se lahko razširiš, v neki ekipe lahko investiraš vnaprej, ki tiste momente še mogoče ne bi mogel nekako označiti kot smiselne. Naša v bistvu pot investiranja, prve runde so bile res težke, ti do takrat do Phil Rouge nas je nekako rešil, ker takrat smo dobili polno nejo. Mi smo bili first time founders, hardware business, vse, kar gre na robe, šlo lahko na robe. Tako da tisto bilo res težko. Sploh so me neki argumenti takrat zelo motili, mislim. Zdaj imate pa hardware, pa težek biznis, zdaj se pa mi v to ne bomo investirali. Ja, kam bo šel pa tvegen kapital, če ne v težke ideje ali pa v težko eksekucijo, ne? V nekaj, ker če ti uspe, imaš sign barrier za to, da drugi pridejo. Ampak kako smo pa naprej investirali, v bistvu, ko smo mi imeli nek uspeh in bilo je kar v redu, šli smo od 300,000 letnih prihodkov do letos 80 milijonov. Mislim, da je Deloitte zelo delal neko raziskavo in smo v 3-4 letnem obdobju bili druga najhitreje rastoče podjetje v Evropi celo. Ampak mi smo bili zelo dobri v tem, da smo znali te informacije nekako plasirati neki skupini investitorjev. Mi smo zmeraj rekli, da okay, ne bomo klicali investitorjev takrat, ko denar potrebujemo, ker takrat imajo prevelik leverage, ne bomo dobili dobrih pogojev. Boljše, da oni vejo, kaj mi delamo, da že vidijo nek progres, ki nam uspeva. In pol, če bomo potrebovali denar, vsaj ne bomo prišli nekako iznenada. No, ampak nam se je dogajalo pa že, da so nas v bistvu že prosili, v smislu, sej vi pa rabite za nadaljno rast tudi denara, ne, dajte vzeti. In mi smo na ta način dobili tudi zelo dobre pogoje. Nismo rabili pa v svoji osnovi investirati, ker je naš poslovni model prodaja hardvera, ki je profitabilen, tako da to nas nekako suportira day to day. Po drugi strani imamo pa nek software, ki nam daje neke ponavljajoče prihodke. To je pa naš long term game, v bistvu hardware nas pripelje do točke, kjer bo software rekel ARR, ne, se pravi letni ponavljajoči prihodki toliko veliki, da bomo lahko pa pol preživeli. Ja. Zdaj, omenil si, da je šlo vse narobe, kar bi šlo lahko narobe. Ja. Lahko mogoče malo poveš, pa kako pa to mentalno zdržiš, da ne obupaš? Ja, teh zgodb je po mojem toliko veliko. Veliko sem jih tudi na silo hotel po mojem pozabiti. To je ena po moje taka dobra mišica podjetnika, da možganska mišica, da slabe stvari pozabiš, drugače se lahko po mojem sam sekiraš. Kako smo to zdržali? Jaz mislim, da je na koncu to en glavnih skillov. Ne to, kot bi rekel nek inteligenčni kvocient, je v bistvu to, ali imaš zdaj nek želodec, da v bistvu se to prebrodiš. Takrat kaj vse je šlo narobe? Mislim, od supplierjev, ki jih še nismo znali pravih zbrati, do tega, da so nam produkti, mislim, po mesece zaostajali, da smo na koncu v bistvu ugotovili, da ta produkt sploh ni šel v izdelavo, ker zgleda, so dobili nek drug projekt, pa mi nismo znali predstaviti zgodbe dosti velike, ker smo bili neki majhni, smo zmeraj padali nazaj. Do tega, da smo mogli zbirati finančna sredstva, pa smo dobili ne. Ampak to so take zelo površne, kot da bi rekel naslovi zgodb. Mogoče se tekom pogovora spomnim kakšnih manjših, da greva v to. Ja. V redu. Mogoče greva malo pojasniti, kako v bistvu funkcionira vaš produkt, ne? Ker marsikdo se predstavlja, to je tam ena škatla, ki jo odkleneš, flikneš noter paket in to je to. Ja, paketomat je v bistvu neka hardware, neka železna zadeva z več predali, kot neka pametna omarca. In za sabo ima v bistvu celo neko software suite, od tega, da mora ta software operirati z ključavnicami na lockerju, do tega, da mora imeti to nek oblak, nek back office, da vse to upravlja, in do tega, da ima nek user interface, ali je to neka aplikacija, ali je to za kurirje, tudi neka aplikacija. Tako da to je zelo, zelo kompleksna zadeva. Naš hardware, v bistvu naše podjetje ima 3 biznis vertikale. Ima hardware, ima software in ima pa tudi neko servisiranje. Mi naše paketomate tudi servisiramo. In to je v bistvu se počutimo, kot da bi vodili 3 različna podjetja. Hardware ima čisto svoj tip profil ljudi, ima svoj nek P&L, ima svoj nek payment schedule. Software je spet isto, čisto drugače. Pol gremo pa tukaj tudi do tega servisiranja, kjer je pa spet zelo velika fluktuacija ljudi, ker to so nekaj tudi v Franciji
kjer imamo mi za nekaj tisoč teh paketomatov, ogromno neke delovne sile, tam mogoče tudi migrirali v Francijo nedolgo nazaj. Ne? In to je zelo zanimivo. In včasih se jaz sprašujem, kaj imamo, ne vem, zdaj imamo nekaj 300 ljudi v podjetju, a smo mi res toliko veliki, ampak pol, če naredimo nek ta breakdown, pa rečemo, ok, vsaka ta biznis vertikala dela toliko pa toliko revenue, toliko prihodkov, če bi mi to razdelili na, ne vem, na 100 ljudi v vsake vertikali, ja pa se je smiselno, da je toliko ljudi, samo toliko je obsežna ta operacija, da se ta infrastruktura v bistvu pelje. Ampak te vertikale morajo biti tudi v sozvočju, to se pravi, ena ne more funkcionirati brez druge, ne? Ja, to gre pa res v grozno kompleksnost, ja. Hardware se tudi ne bi prodal brez dobrega softvera in obratno, ne. Ja. Ti nisi programer, računalničar po izobrazbi, ne? Ne, moja oba soustanovitelja prideta iz IT-ja, jaz sem pa v bistvu iz ekonomije. Se pravi, ena mešanca, brez IT-jevca ne bi šlo to čez, verjetno. Ne, sigurno ne. Mogoče bi ga lahko zaposlil, ampak takrat si mogel imeti co-founderja. Ja. Se to me zanima, kako hitro recimo ste zaposlovali? To je zelo eksponentno. Na začetku, po mojem, smo od 2018-2019 smo v bistvu res ustanovili podjetje, pol do leta 2022, v začetku smo imeli nekje 15-20 ljudi, nekje 2023. Ne vem, če nismo imeli pol 2024 v začetku 50 ljudi, pa da smo danes na 300, a ne 18 mesecev kasneje. Tako da prva zaposlitev se je zgodila s prodajalcem nekje 1 leto po začetku. A si vse te zaposlene ti intervjuer oziroma ustanovitelj intervjuer, ker sem zadnjič poslušala en podcast in je menda Elon Musk za SpaceX intervjuval 3000 ljudi oziroma čisto vse, ki so bili zaposleni, so mogli imeti pogovor z njim. Ja, na začetku sigurno. Mislim, na začetku so bili naši intervjuji zelo taki osnovnošolski. To pomeni, da smo vsi trije ustanovitelji se sedeli na klic in smo nekoga intervjuvali. Mislim, meni je to danes smešno, ne, to greš. Eden pa, če hoče še ostale 2 intervjuje narediti, ne ga imata sama. Ne. Takrat smo sigurno vse intervjuvali, zdaj ne več, se pa strinjam z Elonom, da je to najbolj pomembna zadeva. Se na koncu je podjetje v bistvu samo skupek talenta pa kapitala. Se ni važno, kaj delajo. Ne. Se, če imaš talent pa kapital, lahko delaš vse od nekih CRM programov do raket. To je v bistvu njen skupek. Tako da, če je to tvoja temeljna vrednost podjetja, moraš v to kot nek direktor, če sam sebi zaupaš, vlagati največ časa. Ja, upravljanje z ljudmi, ne? Pa izbiro pravih ljudi, ker oni v bistvu ali delajo ali pa ne delajo tisto, kar si ti zamislil. Ja, se to je bila poanta pri temu SpaceX-u, ker je hotel najboljše igralce, ker če zaposliš B-players, bo ta zaposlil slabšega od sebe ponavadi in potem se ti lahko vse skupaj sesuje. To se zelo lepo zdaj vidi pri AI-ju pa pri Marku Zuckerbergu. On dela te milijardne ponudbe pa 100 milijonske signing bonuse, ampak jih tudi sam intervjuje, recimo. Tako da na koncu, fundamentals. Mislim, da jih je celo nekaj zdaj izgubil, pa jim je ponujal po 250 milijonov plače, pa so rekli ne. Razlog, zakaj so šli, bilo pa to, da bo Elon Musk hitreje realiziral nek produkt, kot pa on. Se mi zdi, tudi hitrost je pomembna. Med tistimi zaposlenimi, ki se imajo za marince, Marines, in jaz sem zdaj zaposlen vojak, po mojem, kaj enkrat Elon Musk pokliče, je to še zmeri drugače kot kdorkoli. Verjetno. Ja. Elon Musk ima hordo ljudi, ki bi po mojem zastonj delali, samo da so podnebne. Ja. Zdaj omenjaš AI. Kako pa recimo vi uporabljate, a ste že implementirali AI, kako ga uporabljate? Mi bomo zaposlili osebo kot v sklopu nekega oddelka produkt, ki se bo ukvarjal samo z implementacijo AI-ja. Se mi zdi, da smo nekaj zelo na začetku te implementacije. Ne uporabljamo ga za dosto v procesih, ampak neč tako zelo progresivno. Ampak imamo načrte, da to, A to zaradi tega, ker želite pospešiti neke procese, ali zaradi tega, ker želite v bistvu stroškovno optimizirati nekatere procese? Bi rekel, da je efektivnost procesov. Ja.
Vse od bolj komercialnih, recimo v marketingu, lahko od nekih postov do nekih dizajnov, je to vse v AI-ju, do pol tudi tehnično gledano, jaz vem, da tudi že za product design, pa za ene ostale zadeve to zelo veliko uporabljajo. Sploh, ker je treba analizirati kakšne podatke. Ali je to za nabavo, pa mi gledamo, pa primerjamo supplierje. Po mojem, lahko res full tukaj. Naredimo neki efficiency dvignemo. Kako pa, recimo, zdaj malo sem še pod vtisi tega pogovora s Francijem, ki sem ga imela iz Bird Buddyja, pa sem ga spraševala o tem, kaj veliko Kitajci so prekopirali njegovo idejo in lansirali nek produkt, cenejši, bistveno cenejši od njihovega. Kako pa je tukaj pri vas? A tudi je možno, da bo prišel nekdo in ponudil nek konkurenčni produkt? Mislim, da si rekel, da ste najhitreje rastoče podjetja, pa ste tudi najbolj pomemben igralec na tem parketu. Jaz bi rekel, da v Evropi danes sigurno smo. V bistvu smo edini proizvajalec, ki je uspel dobiti podjetje, kot so GLS, TPD, DHL, Vinted, Impost. To so podjetje, ki mislim, ostali nimajo. Niso uspeli vseh teh dobiti. Kitajski produkti so že obstajali prej. Zelo zanimivo, da so v bistvu Kitajci tisti, ki so prvi začeli z paketomati. Nobena celina jih nima toliko postavljenih, kot jih ima recimo tudi Azija. Tako se je začelo, da so DHL videli ta koncept na Kitajskem nekje v začetku 2000 in oni so tukaj pristopili do enega avstrijskega podjetja in so naredili prvi paketomat. Tako se je v bistvu v Evropi zgodba sploh začela. To DHL zgodbo je videlo poljsko podjetje, ki je tudi na borzi, mislim, da v Amsterdamu, Impost, in oni so pa začeli postavljati te paketomate res masovno. In danes je Poljska tudi država z največ paketomati v absolutni številki. Mislim, da jih imajo, ne vem, jih imajo 40,000, no, upam, da nisem povedal preveč, ampak nekje 1 na 1000 ljudi, mislim, da se približujejo. Ampak glede Kitajske. Kitajci so že imeli produkte na evropskem trgu, problem pa je bil, da je ta infrastruktura tako kompleksna, sploh iz vidika servisiranja, pa tudi softverja, da oni niso uspeli ponuditi dosti dober support ali pa ta end-to-end service. Tako da tukaj imamo pa mi to prednost. Vedno, ko gremo na kakšen natečaj, se zgodi, da je kakšen kitajski proizvajalec tudi del tega natečaja in v glavnem se ga uporabi za to, da pa nam evropskim proizvajalcem rečejo, vi ste zdaj tisti, ki nam najbolj ustrezate, zelo bi radi šli z vami, ampak znamo pa tukaj Kitajca, ki je 50% cenejši. In pol, kaj se zgodi, izbere evropskega proizvajalca, ki spusti ceno, kolikor se v bistvu da do tistega kitajskega proizvajalca. Mi vidimo tukaj potencial, če so oni res sposobni narediti zelo, zelo primeren produkt temu, kar mi delamo, da gremo v bistvu tja in nekako to implementiramo v našo ponudbo. To je v bistvu nekaj, kar se bomo letos med Q3, Q4 zelo resno lotili. Imamo tudi izlet na Kitajsko, že z nekimi ponudniki. In v bistvu to je nekako a must devil, ki se v bistvu vsi v industriji moramo tega iti. Mi imamo trenutno proizvodnje na Portugalskem, pa v Litvi. In v bistvu ne znamo pride do cene, ki jo naredijo Kitajci. In tukaj, po mojem, se vidi 50 let investicij v neko sistematično proizvodno, pa manufacturing. Mogoče so to stroški dela tam nižji, ne? Ja, jaz bi rad to verjel, čeprav pa vidim neke podatke, da se tudi njihovi stroški dela zelo višajo. Tako da, ne vem, to je nekaj, kar moram jaz sam še v bistvu malo bolj ugotoviti, ki oni dobijo to prednost. So tudi zelo efektivni. Recimo, pri nas greš do neke evropske proizvodnje in rečeš, jaz bi pa rad naredil prototip, pa reče, jo, pa imam zdaj že linijo, ki mi tukaj laufa, zdaj da naredim prototip, moram vse ostaviti, pa ful problemov. Ker smo mi rekli Kitajcem, mi pridemo na sestank konec septembra, čez 3-4 tedne, oni rečejo, v redu, a vam lahko že kakšen prototip naredimo, da ker smo tukaj na sestanku, ga tudi že vi vidite, ne, recimo to, pa še zmeraj masovno istočasno proizvajati. Tako da te so koncepti, ki jih moram v bistvu še ugotoviti, zakaj so oni toliko bolj efektivni. Zanimivo. Na katerih trgih ste prisotni zdaj trenutno? V bistvu po celi Evropi. Naši glavni trgi so Francija, Nemčija, Benelux. Letos se zelo odpiramo tudi v Iberiji, smo tudi v Italiji, na Češkem imamo nek projekt z DHL-om, pa zdaj gremo še v UK. Slovenija? Balkan? Ja. Slovenija žal zaenkrat še ne.
Sem bil v pogovorih s Pošto Slovenije parkrat, ampak še nismo prišli v bistvu skupaj. Tako da, ja. Se pravi, v bistvu vi stavite na ful velike stranke, a ne? Ja. A se zdaj te večje stranke, v bistvu oni morajo nekako to verjetno v svoje procese tudi implementirati, ne? Si predstavljam. Ja. A to zna biti problem, recimo, da bi se mogoče zaradi tega nekdo težje odločil, recimo za vašo storitev, ker pač mora integrirati to znotraj svoje poslovne verige. Ja, tukaj sem se spomnil ene velike težave, ki smo imeli v začetku. Tukaj gre res za velike investicije. Ne vem, zdaj, če nekdo začne postavljati svojo mrežo, zelo malkrat pride pod 10 milijonov, v bistvu prvi nakup. In to za vsako firmo je to veliko. Tudi če si nek DHL, še zmeraj je to nekaj, kar ne potrdiš kar brez, da bi kdo vedel. In če si ti neka firma, ki hoče začeti, ali pa startup, pa recimo, da imaš 5, 10 ali pa tudi 20 ljudi, pa da si prej naredil, ne vem, 100, 300 ali pa 500 tisoč evrov prihodkov, kako boš prišel do tega posla? Ja, te integracije v bistvu so kompleksne, ampak za njih je ta mreža paketomatov zdaj toliko ključnega pomena pri zniževanju stroškov, da v bistvu nimajo sploh izbire. In jaz, ko hodim po sejmih, raznih teh poštnih sejmih, logističnih sejmih, vse se v bistvu gori samo v out of home. Out of home je pa v bistvu, ali da ti prevzameš paket v paketomatu, ali greš v nek Pudo trgovino. Pudo v bistvu stoji za pick-up, drop-off. To so v bistvu neke trgovince, trafike, ki zate prejmejo pakete. In to je v bistvu zdaj obvezno. Jaz sem prej govoril od Imposta. Delalo so neko raziskavo, mislim, da par let nazaj, ko je Impost ekskluzivno dostavljal paketomate, DPD pa takrat na dom. In v bistvu DPD je uspel na enega kurirja na dan dostaviti nekje 80 do 100 paketov. Impost pa v istem dnevu z enim kurirjem v paketomate od 900 do 1200 paketomatov. To je 13krat več paketov vsak dan. In to je samo zato, ker ko greš ti do paketomata, lahko 50 paketov naenkrat odložiš, do 50 hiši ene do druge, pa še čakata, je kdo doma ali ni, pa mogoče ta paket še šlo nazaj v bazo pelet, če nobenega ni doma. To je pa v bistvu zelo neefektivno. A pa zdaj, vem, da v Sloveniji tudi imamo paketomate, jaz sicer še nisem tega uporabljala. Pošta ima svojega, ali kako? Pošta jih ima, mislim, da nekje, pa da ne bom narobe rekel, mogoče 300 ali 500, ja. A to je nekaj podobnega vašemu paketomatu, ali je to nekaj čist druga? Ne, to je čisto to, tako nekako zgledano. Ja, naš ima mogoče drugačen dizajn, pa drugačen nek interfejs, ampak to je to. Aha. Zdaj, omenil si tudi Vinted, ne? Mogoče bi lahko tudi kaj tukaj povedala, se mi zdi, da znam. Mislim, je kar zanimiva zgodba, pa tudi rabili ste to stranko, ne, takrat, ko ste bili, ko ste pač poslovali, ne? Ja, meni je zelo škoda, ker poskušam nekako v Sloveniji tudi mojim prijateljem predstaviti to zgodbo, pa niti ne poznajo paketomatov, mogoče je zdaj to že malo drugače, ampak tudi ne poznajo Vinteda, ne? In meni je to zelo težko zgodbo povedati, ampak Vinted dejansko je eden najboljših unicornov v Evropi, res ima neverjetno rast. Njihova valuacija je šla v par letih iz 3 milijarde na 5 milijard, mislim, da kmalu vprašanje časa, kdaj bo prišli na 20 milijard. Oni so v bistvu kot neka evropska bolha, oni imajo second hand fashion. Stotine milijonov paketov vsako leto so za vse te logistične kurirske službe, DPD in tako naprej, so oni glavni igralci, ki po celi Evropi lovijo, kje bi lahko oni ta Vintedov volume v bistvu prevažali. Takrat se je pa zgodilo, da Vinted, ker je second hand, so v bistvu njihove izdelke zelo poceni. Ne vem, nakup je lahko 10-15 evrov za neke rabljene majice in oblačila. In za njih je zelo pomembno, da je strošek prevoza kot se da nizek. Zdaj, nima nobenega smisla, da ti kupiš 5 evrov majico na Vintedu, pa pol 5 evrov strošek logistike. In zato so šli oni v razvoj same logistične kurirske službe, tako kot Amazon. V bistvu Amazon tudi svoje pakete razvaža. In pa tudi dostavo paketomatov. Oni so tukaj videli Impost, ugotovili so, kaj je smiselno in takrat so šli kontaktirati v bistvu vse proizvajalce paketomatov in to je bil naš breakthrough. Se spomnim od tega, da so imeli v bistvu zelo kompleksen sistem, ker pri njih kot C2C mora uporabnik iti
prvi do paketomata in pol tudi ga pobrati zadnji, ni tako, da bi kurir to vodo, saj first mile. In mi smo bili v bistvu edini tak igralec, ki imajo neko software predispozicije, ki lahko to naredi. Ker takrat naši konkurenti so v bistvu bili proizvodne, ki so pa potem za potrebe softvera šli do nekega software studija, da to razvije. Mi smo pa zato zelo tehnološko, startupovsko šli v ta razvoj softvera. Tako da ja, naša ekipa je bila takrat 15 ljudi. Mi smo vedeli, da če bomo še naprej delali po 5 do 10 paketomatov, lahko tudi zapremo, da je treba tukaj scalati. In Vinted je bila naša priložnost in mi smo takrat dali res oli in zato, da smo to dobili. A to ste sedeli na sestanku z ustanovitelji? Ne več, takrat so bili že zadosti veliki, ampak nekako smo pa šli na sestanek z nekom, ki pa v bistvu poroča potem ustanoviteljem. Ja. Zdaj, mislim, da ste na začetku omenil, da so prihodki zrasli v teh 6 letih od 300,000 na 80 milijonov, pa da mislim, da ste lani celo ustvarjali dobiček, ne? Mi smo v bistvu imeli dobiček vsa leta. Letos rastemo toliko, da še ne vem, kje bomo počrtali, ampak ja. Kakšni so pa načrti, kakšni so načrti recimo na nek srednji rok? Srednji rok je 3 leta? Recimo. Ali 5? Med 3 in 5. Ker zdaj danes je srednji rok pol leta, ne? Pa hitri rok jutri. Po kakšni definiciji srednji rok pol leta? V katerem kontekstu? Sploh pri osebnih investicijah se mi zdi. Če vprašaš nekoga, dajmo investirati na srednji rok, pomeni v redu. To pomeni, da konc leta vzamem ven. Okay. Ja, to je mogoče pri malo mlajših, da razmišlja na tak način, pa mogoče v kripto svetu. Ja. Ampak kak je v redu, da reč, ajde 3 do 5. 3 do 5, ja, se pravi, tukaj smo z mojim soustanoviteljem sem videl, hočem malo drugače razmišljati. No, se mi zdi, da vsi, ki začnejo podjetje delati, imajo v mislih že prodajo naprej. Zdaj meni moj soustanovitelj malo spremenil mnenje na ta način. On je rekel, zakaj bi mi šli čez vse težave, pa tuna can period, jaz temu rečem. To je tiste prve 3 leta, ki si ne moreš prvošati nič drugega kot tune, konzerve tune. Zakaj bi šli čez vse to, šli do nekje 300 ljudi, ki je dejansko sposobnih skupaj delati in pol zadevo prodali? Kje je zdaj smisel, kje je zdaj ta užitek v poslu? Tako da on že odskozi pravi, mi bomo šli na borzo in mi bomo naprej razvijali in konstantno delali na temeljih. In v bistvu tako tudi nekako zgleda naše planiranje. V naslednjih 3 do 5 letih se bomo osredotočali na temelje in velikokrat tudi slišimo od kakšnih naših investitorjev rečejo, ja, pa si ziher, da se bo toliko lokerjev, toliko paketomatov še prodal. Mislim, drugače itak, da se bo, ampak tudi če se ne bi, kdo je v boljši poziciji kot Blockit z takim talentom in z neko vizijo in z nekimi insights v trgu, da se bo na to prilagodil, a ne? Zakaj bi se mi ustrašili nekega startupa? Če bo pa res tukaj nekdo, ki bo prišel, pa jim bo res uspel nek super breakthrough, kot Blockitu par let nazaj, jih bomo pa kupili, a ne? Tako da mi imamo tukaj neko zelo jasno vizijo konsolidacije trga, grejenje velikega podjetja, rajš kot da imamo mi našminkati firmo zato, da bo primerna za prodajo, a ne? Ker ja, na ta način. Ampak je v neki prihodnosti tudi IPO ideja, ne? Jaz mislim, da nekje v 3 do 5 letih bo v bistvu, kjer bomo mi na nekem vrhuncu. Jaz si predstavljam Blockit čez 3 do 5 let, da bi imel nekje 250 milijonov letnih prihodkov, verjetno nekje 50 milijonov letnih ponavljajočih, z neko dobro tržno pozicijo. Tako da takrat bomo pa pol videli naprej, kako ali imamo predispozicijo za nek IPO. IPO ima neke svoje zahteve, res ponavljajoči prihodki so zelo pomembni in tako naprej. Ali je to nekaj, kar hočemo prodati, ali je to nekaj, kar hočemo narediti en močen secondary round, a ne? To se mi zdi ful podcenjeno, recimo, a ne? Vse se da 1%, 2% prodati na secondary marketu, pa tudi preživiš, pa ne rabiš hlastati za, ok, zdaj pa exit all or nothing, a ne? Tako razmišljamo. No? Ja. Tako, ko se jaz pogovarjam s podjetniki, cilj je vedno exit, IPO, čim več denarja narediti in to je to. Ja, če je firma zelo... Z mlajšimi, veš. Jaz to ful recimo pogrešam. Jaz sem zelo fan slovenske vsebine, dost probavam spremljati slovenske podcaste, sploh če so podjetniški.
Ampak skozi so isti obrazi, pa sem tudi sam fan teh istih obrazov, ampak se mi zdi, da tako že 20-30 let imamo iste obraze in da tako res zelo malo nekih novih podjetnikov, ki pride, ki bi gradili neke dolge zgodbe. In jaz sem prišel do zaključka, sam pa sebi ne vem, ali je to res ali ni, da se zgodi, da oni v bistvu že preden bi ta firma postala nek unicorn, v bistvu prodajo. Ker ali je to v bistvu že v začetku cilj in pol, ko dobijo to ponudbo, so zelo veseli in takoj prodajo, ali je v bistvu tista dnevna bolečina toliko velika, da ko enkrat pride ponudba, reče, ok, zdaj pa meni to reši vse tegobe tega sveta, da jaz to prodam. Ne vem, mislim, meni je škoda, da se ne govori o velikih številkah, recimo med slovenskimi podjetniki. Zakaj noben ne reče, da bo naredil milijardo prihodkov? Jaz imam recimo soustanovitelja, ki me skozi, mislim, ne vem, koliko to v bistvu vpliva, pa koliko je to naključje, ampak on je zmeraj govoril v neverjetnih številkah, ki jih jaz sam nisem verjel, včasih sem opustil v redu, da imamo to finančne projekcije, ampak se je na koncu zares naredila. Zdaj le je šel pred kratkim na en podcast, na največjo portugalsko medijsko hišo, so ga povabili in jaz sem rekel, ker imamo neke portugalske investitorje, sem rekel, da ne govori neumnosti, ker pol bomo imeli pritisk, pa ne vem. Pridem nazaj, en teden kasneje pride podcast ven in jaz vidim naslov, nobenega razloga ni, da Blockit ne bi bil največje portugalsko podjetje. Jaz sem se za glavo paril, ampak nekako se mi zdi, da ne vem, vsi rečemo, ja, think big, pa pol na koncu pa noben ne razmišlja veliko. Ali pa kaj je veliko, je 100 milijonov veliko. Ne, ful dobro, ja. To je to, greš do konca, zmaga, Ja. To je ta mentaliteta, bodimo veliki, zakaj biti majhen. Slovenci prihajamo iz tega okolja, ker nas učijo, bodimo skromni, A pa če recimo si tako neko optimist, pa misliš, da boš uspel, pa rečeš, ja, zgradil bom milijardno podjetje, rečejo, lejga, kako je napihnen, lejga, na kakšnem ego-tripu je, Ne, to je tako, ampak po mojem si tudi ne zavedajo ljudje, da se da, če gre firme v redu, se da procent prodati, ne rabaš prodati cele firme. Te secondary ravni so zdaj zelo popularni, recimo, povsod. To pomeni, da se tudi moraš odpovedati deležu v podjetju? V katerem smislu? V secondary? Ja. Ne, to pomeni, da namesto da se proda cela firma, pride podjetje, ki reče, jaz pa vidim v Blockitu veliko potencijala, ne bi investiral v firmo, bi pa kupil par procentov od obstoječih investitorjev. V bistvu jaz kot direktor polov pokličem okrog deležnike in rečem, vi ste investirali, ko je bila valuacija 20 milijonov, jaz sem zdaj tukaj kupca po 100 milijonov, kot borza, samo da je malo bolj na manjšem. Razumem. In v bistvu s tem omogočiš temu prvemu vlagatelju nek exit, na nek način. Zelo veliko. Mogoče se želi. Ne, kar poj. Ne, mogoče se želi iti ven po nekih, ali sploh te skladi po nekem časovnem obdobju, pač je pritisk, da želijo iti ven, ker pač na drugi strani so pa tudi investitorji v teh skladih, ki želijo pač počasi denar dobiti. Mi smo imeli zdaj prav v sklopu te 28 milijonske runde, smo imeli nekega portugalskega poslovnega angela, ki je vstopil v firmo po 3 milijonski valuaciji in smo mu v bistvu ponudili 100 milijonski exit valuaciji, ne 100 milijonski izplačilo, exit po 100 milijonski valuaciji in firma se ni prodala, ali pa jaz sem še zmeraj v firmi, ampak te prejšnji investitorji so imeli pa možnost izhoda in tukaj gre za to, da se ta cap table počist. In velikrat se zgodi, da institucionalni investitorji, ki so že del podjetja, da jih zanima povečati pozicijo v podjetju in aktivno iščejo pri ostalih deležnikih, jih malo brzdajo in reče, ok, a mogoče si pripravljen narediti exit. Tako da, po moje, velikrat se tega ne prepozna. V bistvu se o tem ne govori in zato ljudje ne vedo, da to obstaja in mislijo samo full exit in to je to. Ja. Mislim, da ti investitorji krvajo, da obstaja. Investitorji morajo, ampak podjetniki, ki pa zaštartajo podjetje, pa tega in zato to se pa strinjam. Zdaj še nekaj, a so mogoče tudi zaposleni solastniki vašega podjetja oziroma boste omogočali, da bodo mogoče preko raznih opcij prišli do lastniškega deleža? Ja, imamo narejen ta, kako se reče, ESOP pool, Employee Stock Option pool. Zaenkrat ga ne ponujemo čisto vsem, ampak ponujemo ga pa recimo neki tretjini podjetja. Malo se odločamo, ali bi mi na koncu v enem momentu to odprli za vse in imajo pa oni tudi možnost
ali želijo prejeti bonuse v denarju, ali želijo dati nazaj v podjetje. Ampak ja, jaz bi si želel narediti čim več milijonarjev iz mojih zaposlenih, kot je lahko. In je nekaj teh, ki delijo to vizijo in tudi to verjamejo, in to so zelo pomembni stebri podjetja. Če to v bistvu se obnašajo kot founderji. Zdaj, ko omenjaš, da želiš imeti zaposlene milijonarje, spomnim se, da Nvidia, mislim, da je 95% zaposlenih so milijonarji. Pa da te tako vprašala, a si od nekdaj želel biti milijonar, bogataš, premožen? To sem vprašala tudi Dajmana Merlaka, ki iz Kranja se mogoče se celo poznata, in je rekel, ja, že od nekdaj sem si to želel in ga ni sram priznati. Pa ti? Ja, jaz njega osebno ne poznam, sem ga pa spremljal, bi rekel samo to, da mi je všeč pri Damjanu, da je pripravljen tako javno vse odgovoriti. Se mi zdi, da veliko podcastov je zanimivih, pa malo dolgočasnih, zato ker ljudje ne upajo povedati teh številk, ampak mi je všeč, da on malo odpre oči, kako to zgleda. Pri meni je bilo tako, mogoče nisem rekel, hočem biti milijonar, vedno sem si pa želel veliko zaslužiti. Mislim, da je ta želja izhajala iz tega, da sem jaz vedno full idej, kaj s tem denarjem, ali ne vem. Zdaj se je to malo spremenilo, ampak en banalen primer bi bil, ne vem, sem bil mlajši, pa sem rekel, ja, hočem zaslužiti zato, da si kupim nogometen klub ali pa nekaj. Zmeraj sem imel veliko nekih idej, kako kapital pretvoriti v nek lifestyle, ki je zanimiv, pa nekaj to svobodo, nekaj te dvigne nek ta nivo, kjer lahko si in to prvošeš. To je bil v bistvu neko po moje vodilo. No? Ja. Zdaj, ko omenjaš, da si nekako predstavljal, da bi mogoče kupil kakšen nogometni klub, pa sem se spomnila na Aljaža Bedeneta, tenisača. On se mi pa zdi, da je lastniško v neki zgodbi, ne vem, je nogomet ali je plavalni klub, ne vem čisto točno. No. Ampak mislim, da je tudi on vnotraj v tej zgodbi. A recimo imaš še zdaj to željo, da bi bil lastnik nogometnega kluba? Zdaj, ko toliko poznamo posle, se mi zdi to res težek posel. Tako da po mojem bi rekel ne, ampak bi pa imel podobne projekte, ki so zanimivi, ki niso samo finančni, ki imajo nekaj več, kot ta, recimo, ta excitement, da športni rezultati lahko odločajo tudi o nekem svojem finančnem uspehu. To se mi zdi tako zanimivo. Ja. Rekel si, da dostikrat kakšni podjetniki ne omenjajo konkretnih številk. Dajman Merlak je bil zelo konkreten. Ja. On je Jaz nisem to konkreten, no, upam, da ne bom rekel. To te hočem vprašati, točno to te hočem vprašati, koliko boš ti konkreten, ne? Ker recimo on je rekel, 5 milijonov sem zgubil na nekem tradu z nafto, ne, naprimer. Pol, ne vem, veliko stvari je povedal, za koliko je kupil stanovanje v Dubaju, kakšne avtomobile ima, koliko so vredni avtomobili, ni da ni. Zelo je transparenten, kar se njegovega premoženja tiče. In sem ga enkrat vprašala, pa zakaj to govoriš okrog, ne? In rekel, da pač on se ne sramuje, da on ve, kako je prišel do tega in enostavno mu ni ga sram, ne? Pa daj ti mogoče malo povej, kako pa ti gledaš recimo na, ti si verjetno ustvaril neko premoženja, ne? Si predstavljam vsem tem času. Mislim, jaz privat ne bi imel nobenega problema, recimo, povedati tako prijateljem. Jaz ne vem, koliko ljudi naju posluša, zato bi imel recimo zadržek pred nevednim, ne, recimo bi jaz tako rekel. Čeprav jaz ful suportiram vse, ki grejo naprej na podcast, da povejo, kar se da bojo podcasti bolj zanimivi. Mi smo imeli v tem 6-letnem obdobju prve 3-4 leta res slabe. Jaz bi rekel, da povprečna, naša plača v prvih 3 letih je bila tako nizka, da je bilo na Portugalskem celo tako, da je neto bil višji od brutega. To je bilo zato, ker si dobil bruto vrednost in pa si dobil še neke dodatke socialne, ki so tvoj neto dejansko dvignili nad to ceno. No. Pa se itak to v zadnjih 2-3 letih se je to spremenilo, danes v bistvu bi rekel, da je to neko primerljivo nekim CEO-tim primerljivih podjetij, tam neke serije B, Mediana ali pa Average. Zanimivo je pa to, mi smo v zadnjih 2 letih priložnost nekaj procenta prodati, en del procenta recimo. Tako da, zato sem bil tak zagovornik, da ti secondary ti lahko omogoči čisto redo življenjski slog.
da v redu preživiš, ja, in še zmeraj lahko vodiš podjetje neobremenjeno. Se pravi, kolikšen delež lastništva še imate soustanoviteli v podjetju? Ja, vsi skupaj nekje 50%, recimo. Ja. Se pravi, to je deljeno s 3, si predstavljam. Jaz bi rekel 3 do 4, zdaj čisto odvisno, kam pade prvi full investitor. Nisva na začetku povedala, da živiš na Portugalskem, da si se preselil na Portugalsko. Pa mogoče, če lahko še poveš, kaj so bili razlogi. Razlogi so bili čist podjetniški. Takrat sva z soustanoviteljem v Silicijevi dolini rekla, v redu, če se to greva. Zdaj, ne vem, 3 od 5 top 5 najpogostejših razlogov, zakaj early stage podjetja propadajo, so zmeraj zaradi ekipe. Ali se founderji ne razumejo, ali so neka trenja, nekaj se zgodi. In sva rekla, dajva vsaj statistično odgovoriti na te težave in dajva biti skupaj v istem prostoru, vsaj to. No? In takrat vprašanje je bilo, ali gremo v Ljubljano ali v Lizbono. Ni bila sicer toliko debata, Lizbona že vsaj po številu ljudi je večja, boljše funding priložnosti, pa tudi naša prva ideja, če res hočemo nek proof of concept narediti na plaži, je to Portugalska. Ne? Tako da takrat sem jaz prišel na Portugalsko in ostal. A govoriš portugalski jezik? Ne. Ja. Je kar težek. Jaz sem bila enkrat na počitnicah na Portugalskem, pa je bilo tako, kar nič nisem razumela, iskreno. Ja, zelo hitro jejo beseda. Ne? Brazilska portugalščina je veliko bolj prijazna tujcem kot portugalska. Okay. Greva zdaj na to, kako upravljaš svoje osebno premoženje. A ti mogoče kaj investiraš ali si investiran, fully invested, kot pravijo, v svojem podjetju? Mislim, podjetje itak predstavlja veliko večino mojega networka, by far. Ampak jaz se z investiranjem ukvarjam že recimo 5-6 let, že odkar sem dobil nek reden prihodek. V začetku, mogoče prvih par let, bolj zato, da se tega naučim, pa da se naučim ciklov, pa da se naučim občutka, ko zadeve padajo ali pa rastejo. To sem se nekako že takrat zavedal, da te občutki so na trgu prisotni in da je fajn, da se to izučim, preden se bom ukvarjal s kakšnim bolj resnim denarjem. Zdaj, v bistvu, takrat naprej sem pa samo povečeval zneske. Ja. Zdaj moraš biti malo bolj konkreten. A govoriva, da si investiral v delniške trge ali bolj v kripto? Jaz imam v bistvu nek tak split, ki me sledi po mojem že vseh teh 6 let. Jaz investiram večino na borzo, pa tretjino, se pravi recimo 66% ali pa 70% na borzo, pa teh 30% vse v Bitcoin. Jaz se ne igram preveč kripto žetoni. Jaz sem enkrat, mogoče par let nazaj, dal za 3 dni v Ethereum, pa mi je bilo to tako stresno, sem rekel, to ni vredno mojih živcev, moj fokus mora biti drugje. Tako da jaz dam tretjino v Bitcoin, ostalo pa na borzo in nekako na borzi razdelim nekje 30-35% dam v ETF-e, nekje 40% dam v te velike blue chipe, ki na koncu tudi naredijo vsem nam vso razliko. 21% si pa pustim za neke take pike, s katerimi se igram. Naredim si nekak svoj ETF nekih takih growth potential stocks. V preteklosti so bili to razni Snapi, Netflix zdaj ne more biti več v to kategorijo, ker je večji, ampak tako na ta način. Ja. Kako aktivno se ukvarjaš z investiranjem? Jaz si naredim, vsakeč, ko se mi naredi nek dogodek, recimo nek secondary round, ali pa recimo, da pridem do nekega denarja, si naredim nek 18 do 24 mesečni plan in jaz pa teh 18-24 mesecev investiram. Si pa dovolim, da če v trgi padejo, da v bistvu takrat pokuram nekaj teh mesecev, pa v bistvu pokupujem več dipov. Kar se mi je zgodilo v začetku 2025, jaz sem si glih konc 2024 naredil ta nov plan in pa so se zgodile tarife, pa Trumpovo obnašanje, pa se je šlo dol. In takrat sem v bistvu jaz od teh 24 mesecev, po mojem, pokuril 14 mesecev denarja, ker se mi zdelo to zgodovinsko gledano, tisti 20-25% upade, se mi zdi, ok, to je res dobra priložnost. Tako da
malo priložnostno, pa pravim neko kontinuiteto še zmeraj zdržati. Zdaj omenjaš nakupe, a se pravi, si kupuješ in hodlaš? Ja. Se pravi, ni tisto, da bi kupoval prodajo, se pravi, tradal. Jaz sem delal neke prolonged swing trades, če se lahko tako imenuje. Ne? To pomeni, da sem prejšnja leta na začetku leta nekako investiral, pa se veš, da so bila leta res dobra za le par let. In na koncu leta se mi je zdelo, to so zdaj 30, 40, 50% donosi, jaz moram to ven vzeti. Pa sem pa investiral v začetku leta spet, pa je bilo spet isto. Tako da takrat sem se naučil, da to vzemati ven pa noter je čist brez veze. Tako da jaz v bistvu zdaj samo hodlam. Vse, in Bitcoin in borzo. Prej si omenil, ko sem te vprašala za srednji rok, 6 mesecev, si razumel, da je srednji rok. Ne, to sem se samo hecal, da moramo definirati. Za mene je srednji rok 3 do 5 let, ja, mogoče. Zakaj pa pravzaprav sploh varčuješ? Zakaj kupuješ ETF-e, stokse, Bitcoin? Zakaj konkretno? To se mi pa zdi ful dobro vprašanje. To sem pa jaz sam sebe vprašal, mogoče glih soustanoviteljem na branču in teden nazaj se pogovarjala, zakaj jaz sploh investiram. Itak vse držim, se pravi, tega denarja jaz ne morem uporabiti. Ko ga bo enkrat čas vzeti ven, upam, da itak podjetje uspešno, tako da se mi tisti denar, ki sem ga investiral, tako ne bo recimo poznal, če tako malo bolj optimistično razmišljam, ampak po moje gre tukaj res samo za eno varnost. Če se naredi res, ne vem, karkoli je to nek denar, ki se mi je nalagal in je to mogoče nek safety net. Peace of mind, bi rekel. To. Kako ti razumeš safety net? Safety net na borzi na kripto, ker je volatilno, ker lahko pride do 50-60% odstotni upad. Ker safety net pomeni, da imaš denar na banki. 3 do 6 mesečnih stroškov. Safety net je po mojem diversifikacija. Recimo, da nam blokec jutri propade zaradi kateregakoli razloga, imam pa v bistvu borzo pa kripto, ki lahko uporabim. Pa cash, verjetno boš imel, imaš kaj casha. Cash, po moje cash, fizičen cash, po moje je v redu. Fizično zlato, po mojem, se vse splača diversificirati. Jaz sem videl, kako ljudje hitro zapanečarijo, ko smo imeli na Iberiji, ne vem, če se spomniš, 2 meseca, 3 mesece nazaj, smo imeli električni mrk. Prvi dan so ljudje začeli razbijati izložbe trgovin. Po 8 urah. To ljudem se tako hitro obrne ta mindset in tako da po mojem, če se to zgodi v prvem dnevu, po mojem drug dan tudi currency ni neč ureden. Tako da po mojem diversificirati čim bolj, kot se da nasplošno za karkoli. Zdaj, ko govoriš, da currency mogoče ne bo nič vreden, si predstavljam, da se ti v tem primeru bi bil bolj vreden kakšen zlato, mogoče digitalno zlato, kot pravijo za Bitcoin. Kako pa ti gledaš na plemenite kovine oziroma prav na konkretno Bitcoin tudi? Jaz nisem tak fanatik, ker se nisem s tem nikoli zadosti ukvarjal. Sem pa na strani, kjer mislim, da ima neko dolgoročno vrednost. Tako da jaz Bitcoina ne vidim kot trgovalno valuto, vidim ga kot nekaj, kar zna spremeniti dolgoročno zadeve. Delam pa tudi sam ta problem, ki se ga zavedam, je, da jaz investiram v Bitcoin, v smislu na ta indeks, tako da jaz v bistvu si ne lastim Bitcoina pod ključem, ampak imam v Bitcoinu investiran ga, ampak jaz vem, da enkrat, ko bom imel čas, se bo tudi s tem ukvarjal in bom bolj pretopil ta denar investiran v Bitcoin, pa dejansko v Bitcoin, ker se mi zdi, da tam je še zmeraj neka varnost in vrednost v prihodnosti. Se pravi, ti si investiral v ETF, ki v bistvu investira v Bitcoin? Ne, ampak recimo, če investiraš, nek banalen primer bi bil investicija na Revolutu v Bitcoin, ne pomeni dejansko, da investiraš v Bitcoin in si ga ne lastiš, ampak v bistvu to pomeni samo, da slediš ceni Bitcoina in služiš, kot bi služil na delnici. A si ti zamenjal davčno rezidentstvo? Si ti davčni rezident Slovenije ali Portugalske? Portugalske. Ja. Kakšna je pa obdavčitev na Portugalskem, recimo kapitalskih dobičkov, dividend? Mislim, da je 28% in ni dobra, ampak mi smo ujeli z Blocketom, ampak ima zelo veliko nekih olajšav. Z Blocketom smo ujeli nek zelo dobro fazo, ko je bil Blocket tretiran kot SME, se pravi srednje malo podjetje, in smo dobili 50% popusta na
vse neke kapitalske dobičke. Tudi na tvoje osebne. Tako je. Recimo na prodajo nekega deleža. Ja, recimo. Se pravi, ti dobiš v bistvu 50% popust na teh 28%. Ja, sem ga dobil do leta 2025. Torej, Ja, konc zdaj tega. da je moj co-founder rekel, da bomo največje podjetje na Portugalskem. Zdaj konc, zdaj vas je zašuštral. Omenil si, da imaš v portfelju ETF-e. A si lahko tukaj mogoče malo bolj konkreten? Ja, tukaj gre za S&P, Nasdaq pa teh 100 se nekako izogibam, zato ker se mi zdi, da če imam že tiste blue chipe pa S&P, pa v bistvu čisto vse, če samo te blue chipe pokupam, ker je taka teža. Dal sem nekaj v S&P energijski ETF, se mi zdi zanimiv, recimo zaradi drill baby drill, po mojem tam se mora nekaj zgoditi, pa čisto zato, ker energija je po mojem ena glavnih stvari, ki bo gonilo in Bitcoina in produktivnosti, ki jih hoče Američani nazaj vzpostaviti. Nekaj manj tudi v globalnem, čisto kot za protivtež. To so glavni 3 ETF-i, ja. Ne investiraš tako mesečno vložke ali investiraš tako, kot pač si izplačaš dividendo, pa potem nekako je treba distribuirati ta denar nekam? Ja, ne izplačujem si izplačo mesečno, jaz si naredim nek budžet in potem jaz ta budžet mesečno konstantno vplačujem, razen če se res zgodi kakšna, kot sem rekel, upad tarife, takrat pa pol izkoristim priložnost pa vložim nekaj več. A imaš mogoče tudi kakšno nepremičnino, mogoče kot investicijo? Ne kot investicijo, imam nepremičnino na Portugalskem, kjer živim, sicer je nek del seveda pod nekim mortgageom, ampak to je tudi v bistvu neka investicija. Ja. Sploh glede na to, kako se lizbonski nepremičninski trg obnaša. Nedolgo nazaj sem videl, da je eno sobno stanovanje za najemnino preseglo cene Amsterdama, tako da v bistvu je Lizbona zdaj najdražji one bedroom apartment prostor. Tako rastejo cene v Lizboni. Portugalci so par let nazaj naredili nek program zlate golden vize, ki so jo zdaj umaknili, ker jim je čisto sesul sistem. V bistvu so vsi Američani pa Britanci ali on the verge of retirement, ali pa tisti, ki v bistvu so si lahko prvošli delati nadaljavo, so v bistvu se zgrudili sem in celo videl sem eno statistiko, da portugalska povprečna plača od 18 do 35 leta neto je 950 evrov. Se pravi, 950 evrov pa najdražji one bedroom apartment v Evropi. To se mi tak brutalen razmak se mi zdi, tako da, ja, taka situacija, no. Zdaj, mislim, da me bojo naši poslušalci kregali, če te vprašam, kakšen je bil postopek menjave davčnega rezidentstva? Ker marsikdo razmišlja, dejansko tudi kar nekaj poznam, ki so zamenjali davčno rezidentstvo iz Slovenije na Hrvaško, ampak noben noče iti v detajle, kako to izgleda v praksi. Jaz se take zadeve, jaz res poskušam držati fokus na svoji firmi, tako da take zadeve jaz v bistvu outsourcam davčni službi, da mi s tem pomaga. To se meni zdijo take in težke zadeve in komplicirane. Jaz nočem čez ramo gledati, pa vem, da recimo davčna tudi čez 5 let recimo lahko vpraša za kakšna pojasnila. Jaz sem dobil pred kratkim vprašanje glede neke napovedi iz leta 2020, ne, recimo, tako da jaz se sam takih stvari res ne bi ukvarjal. Zato tudi ne vem detajlov. Vem, da sem bil takrat na vezi, to je mislim, da je bilo nekje okrog leta 2021, sem uradno zamenjal, ko sem začel bolj konstantno tukaj živeti. Jaz imam odpor do teh postopkov, tako da ne znam več povedati. A prideš kaj v Slovenijo? Jaz sem včasih prihajal mesečno do skoraj četrtletno. Zdaj sem dobil otroka, tako da se je to malo spremenilo. Zdaj poskušam starše nekako prepričati, pa družino, da obiščejo nas večkrat. Mogoče, da prijem 2-krat letno zdaj v Slovenijo. No. Ja. Kaj sem hotela? Zdaj, začela sva s to plažo, ne? Ampak pri tebi je zanimivo to, na sofu sem slišala, si povedal, da pa ne maraš hoditi na dopuste, torej si predstavljam, da ne ležiš več na plažah, ne? Ja, 2016 je bilo mogoče zadnjič.
Ja, no, da malce o tem povej. Kaj se je zgodilo, zakaj nočeš hoditi na dopust in zakaj nočeš uživati na plaži? Ja, v prvih letih Blockita sem imel v bistvu neko zelo tako močen občutek, da moramo zdaj iz tega nekaj dokazati, dobili smo neko prvi denar, investicijo. Meni je bilo 200,000 evrov takrat res neverjetno, pa tudi kar je Filoruš, to se mi je zdelo, nikoli se mi ni zdelo, da bom dejansko upravljal z nekim denarjem, dokler sem, in sem čutil zelo nek močen občutek, da moramo iz tega nekaj narediti. Tako da to mi je nekako silil k tem, da konstantno razmišljam in da delam na podjetju. Tudi če je bilo včasih neracionalno vložiti toliko časa. Kasneje pa v bistvu podjetje toliko zraslo, pa prej sem razlagal, te 3 biznis vertikale res vzamejo toliko časa, energije, toliko je nekih podpisov. S 300 ljudmi se toliko stvari dogaja, kjer moraš ti dati nekaj odločitev. Pol stranke so toliko velike, da če nekaj zagusti, tako rečen, pol kličejo direktorje direktno. Tako da zdaj imam pa to težavo, da tudi zdaj recimo se pogovarjava 1 uro, jaz sem dal telefon na no notification, ampak to je nek tak prime time, kjer se stvari dogajajo. Tako da jaz imam prisoten ves čas nek strah, kaj se bo zgodilo, ko midva zaključim in se jaz preklopim. Ampak dejansko, če živiš konstantno s tem FOMom, pol dopusta v bistvu sploh ne uživaš. Jaz sem najdel nek sweet spot, kar je, ok, se zbudim pred vsemi, nekaj stvari naredim in nekje od 10-11 imam nekje do 3 popoldan čas za sprostitev. Ampak po 3-4 preden se pa dan zaključ, moram pa še zmeraj pogledati, zato da se pol, ne vem, naslednji dan zbudim, pa je vse v rasulu. Zato in meni se je tudi dogajalo, ker sem šel recimo na dopust, da sem po dopustu vedno zbolel. Se pravi, zakaj bi zdaj hotel sam sebe zboleti, noben noče zboleti. Joj, sam tale FOMO, to, fear of missing out, to te pa lahko, ne vem, zaradi tega lahko zboliš, ne zaradi tega, ker greš na dopust. Mogoče včasih, ne vem, mikromanagiraš rad? Ne, po moje, tudi to sem že dostakrat razmišljal, po moje se podjetje res tako hitro spreminja, da nikoli nismo neki konstanti, tudi za 1 mesec, ampak Kaj pa tvoji partnerji, a so oni tudi konstantno v stresu? Ja, mislim, da ja. Vsi 3 ste pa. Mislim, da smo vsi 3 pod konstantnim stresom, je pa res drugače, da je zdaj to nek stres malo drugačen. Ko imaš enkrat prihodke, se to drugače tretira. Bi rekel, da smo mi ven iz tistega nekontroliranega stresa mogoče zdaj kakšno leto, tako da to zdaj izgleda malo drugače. To pomeni, da v redu še zmeraj delam na dopustu, ampak tiste od 11 do 3 popoldne si pa vzamem fremirno, ker vem, da toliko ljudi pa imamo, da tiste 4 ure pokrijejo. Zdaj, omenil si, da si dobil otroka, čestitam, ampak kako pa to pol handlaš, ta služba, otrok? Jaz živim zelo blizu pisarne, to je vse walking distance, tako da imamo to srečo, da me prijeta obiskat dnevno, pa tudi jaz lahko si prvošam, ne vem, da če je treba, da podelim kaj od doma, pa prijem sem, pa v bistvu moj remote, ni to remote, ker vsak ve, da če hočem sestanku živo, ga bom še zmeraj dobil, ker lahko se v bistvu sprehodim do pisarne. Tako da na ta način smo. Moram te še to vprašati, preden zaključiva, vem, da se ti zdaj mudi, zdaj si mi jasno povedal, da se ti mudi. Tam sem si rezerviral, 1 mesec vnaprej sem vsem povedal, da pride termin. Tole sem te hotela še vprašati, ker veliko mladih v bistvu res sanja o temu FIRE, Financial Independence, Retire Early. Ti verjetno bi se lahko že, vsaj ta prvi del, Financial Independence, to verjetno si že dosegel, Retire Early, ta del me zanima. Kako ti gledaš na to zgodno upokojitev in kaj pravzaprav sploh bi počel, če bi šel v zgodno upokojitev? Zdaj slišim, da niti o IPO-ju ne razmišljate zdaj v nekem srednjeročnem obdobju, Ja, ful zanimiva tema drugače. Meni je tukaj soustanovitelj spremenil mišljenje s to neko konstanto, ki me vpraša, kaj pa pola. Mislim, da podjetniki doskrat pozabijo, zakaj so se ušli v bistvu v podjetju. To pomeni, da oni so bili takrat v nekem independent mindspace, vsaj tisti mlajši. To pomeni, da so bili na nekem dopustu, v redu jim je bilo, ali so bili v neki šoli. Oni so že bili v tistem, iz katerega so hoteli najti izhod, da so šli v podjetje. In meni se zdi, da ko enkrat zaključiš podjetje, mogoče prvi teden je res super, pa se končno sprostiš, ampak tista energija, ki te je vodila za to, da ustanoviš podjetje, verjetno pride nazaj. In to se vidi
pri vseh podjetnikih, ali zaštartajo novo podjetje, ali res investirajo, padejo v neko mogoče kratkoročno obdobje depresije, ker rečejo, jaz sem bil pa tako zaseden, da nisem uspel razviti niti hobijev, niti me nič drugega ne zanima, kot upravljati podjetje. In jaz dejansko mislim, da v bistvu kar mirovati ne moreš, če si bil enkrat v nekem full pogonu. Ja. Ja, tako da ta retire early verjetno ne pride v poštev. Mislim, v celotni kapaciteti sigurno ne. Mislim, Zdaj- z nekim nogometnim klubom, a ne, če še ne drugega. Ja. Zdaj pa še neki drug trend, zdaj so pa rekli te FIRE, so rekli, FIRE mogoče ne bi, boš, da zdaj uživamo življenje. Kako pa gledaš na to? Ker zdaj ne vem, ti si skozi upet v službi, skozi delaš, si en hrček konstantno v pogonu. Kdaj boš pa užival? Jaz pa mislim, da uživaš takrat, ko firma doseže neko obdobje stabilnosti, ko imaš nek res močen management za sabo in lahko v bistvu samo sprejemaš strateške odločitve. In to te pa v bistvu pol v tem uživaš. Jaz poznam tega ustanovitelja Imposta, ki ima podjetje na borzi, mislim, da je trenutno vredno nekje 5-6 milijard. On to vodi zdaj že ne 25 let. On je takrat v začetku res imel zelo težko obdobje, ampak zdaj ima pa on profesionalen management, on je še zmeraj lastnik, on je tudi poljski milijarder in jaz njega vidim tudi na Instagramu, kljub temu, da je precej starejši, je zelo aktiven na Instagramu, ker se mu veliko dogaja, ampak on istočasno sprejema odločitve, pa istočasno je na Machu Picchu, recimo, ne? To pomeni pa golf igra. Tako da jaz verjamem, ta retire early za mene je, ko bom enkrat pripravil firmo do tega, da bom lahko sprejemal odločitve bolj mirno, strateško, management pa naredi day to day. In to se mi zdi čisto super. Ja, ful dober odgovor. Deva še za konec nek nasvet za poslušalce in gledalce Moneyhow. Ja, do hard things, bi rekel, ne? Pa eksperimentiraj, ne se bat. Ja. Se strinjam s tabo, do hard things. Včasih je treba ugrizniti v kislo jabolko, zato da greš malo naprej, osebnostno. Ne? Ja, težke stvari nam dajo toliko nekih pozitivnih učinkov. Če ne drugega, se vse ostalo zdi lažje in je lažje iti čez življenje, po mojem. Včasih je kakšen problem v stanovanju, pa je moja žena čisto na glavo, in si mislim, koliko je to en lahek problem, koliko je to v redu. Tako da do hard things, bi rekel. Ja, Cool. Najlepša hvala, Miha. ja, hvala tebi.